Zdravo. Danes si bomo pogledali pomen družine. Seveda vsak pozna ožjo družino ali svojo lastno in potem tudi širšo družino, torej bližnji in na koncu tudi daljni sorodniki. Lahko kar takoj povemo, da je na svetu navidezno veliko družin, v resnici pa smo vsi ena sama velika družina. In lepo bi bilo, da bi si začeli tudi obnašati tako. Do takrat pa si pogledamo, zakaj je to res. Vsaka družina šteje nekaj družinskih članov in vsebuje odnose. Odnose med posamezniki teh družinskih članov in seveda tudi navade in značaje in tako naprej. Vsaka družina doprinese v svet lahko nekaj novega, lahko nekaj lepega, lahko pa nekaj manj lepega ali pa mogoče ne toliko hvaležnega. Dobro je, da vidimo, da če seštejemo vse družine skupaj, dobimo družbo. Torej še enkrat, vse družine na tem svetu sestavljajo družbo. In taki, kot so odnosi znotraj družin, tako ravna na koncu tudi naša največja družina, torej družba v svetu. Če bi vse družine ali pa vsaj velika večina imela ljubeč odnos, bi tudi naš svet oziroma naša družba, v kateri živimo, vključno s politiki in z vsem, kar spada zraven, bi imeli vsi ljubeč odnos. Še enkrat, če seštejemo vse odnose v družinah ali pa obnašanja razna ali pa načine delovanja, kako delujemo znotraj družine, kako odreagiramo. Če vse to seštejemo, torej vse družine na svetu seštejemo te odnose, damo na kup in pogledamo, kako ravna eden z drugim in damo na kup in tako naprej in tako nazaj. Ta seštevek nam pripelje do družbe, v kateri danes živimo. Tako. Je pa res, da to danes redko kdo vidi ali pa redko kdo si je to pripravljen tudi priznati. Sicer bi se veliko več časa, volje in življenjske energije namenilo grajenju, vzdrževanju in seveda hranjenju družine. Če pogledamo danes, je to skoraj nekje na koncu neke hierarhične lestvice. Moralo pa bi biti, če ne na prvem, vsaj na stopničkah. Tako. In potem bi lahko tudi družba, v kateri živimo, odražala te spremembe, ki bi jih uvedli znotraj družin. Če bi namenili jim več časa, ljubezni, potrpljenja in tako naprej.
Tako, družine so torej pomembne, ker sestavljajo družbo, v kateri živimo. Če družin ne negujemo, po drugi strani tudi družbe ne negujemo. In če nam kaj v družbi ni všeč, moramo biti pozorni, da v naši, torej lastni družini tega sami ne počnemo. Tako lažje razumemo, kako se družba sledi družini. Tako. Zelo pomembna stvar te družine. Nenazadnje, nekoč so Marijo Terezijo vprašali, kako spremeniti svet na bolje, kako spremeniti svet na bolj ljubeč, na bolj povezovalen, na bolj prijeten, topel svet. In njen odgovor Marije Terezije je bil: ja, kaj še čakate? Pojdite domov in ljubite svoje družine. Hvala.